besed rečem. Ne, to prav bi odpisala. A kdo bo to boste vi uvodno besedo? Uvodno besedo. Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali v takem številu. Ministrica Iljana Bizjak-Mlakar in gospod Gorazd Žmavec, minister za Slovence po svetu, bosta najprej podpisala primopredajo, potem pa bosta podala kratki izjavi, na koncu bo pa še priložnost za vprašanje ali dva. Lepo. Jaz imam dva prijemka, veš. Vidim, ja, vidim. Tako da je meni lažje. Ja. Ja, hvala lepa. Napisala smo, podpisala tudi, ne? Hvala. In, Ja, se vsak svojega drži. vsak svojega zadržima, ne? Tako, zdaj smo pa, bom dala eno kratko izjavo, mogoče izvoli. Ja, jaz se vam zahvaljujem za tako številno udeležbo. Lahko povem to, da zapuščam ministrstvo v dobri kondiciji. Je še kar nekaj nedokončanih projektov, ki so pa seveda v teku in se jih intenzivno pripravlja. Tako da verjamem, da bo tudi pod začasnim in potem novim vodstvom, da bodo dela tukaj potekala nemoteno naprej in da se bo izvedlo vse tisto, kar je tudi sicer zapisano za leto 2016 in 2017, ker sedaj se pripravljajo že tudi aktivnosti za leto 2017 v normativnem programu dela vlade. Tako da, Gorazd, jaz ti želim kot začasnemu ministru vse uspešno tukaj. Lahko rečem, da imamo dobro ekipo in verjamem, da boste tudi vi v redu delali naprej. Ja, hvala lepa tebi. Jaz bi se ti najprej, Iljana Bizjak-Mlakar, zahvalil kot dosedanji ministrici za tvoje trdo delo. Vendar glede na to, da je prišlo do tega nerazumevanja med predsednikom vlade in teboj, je bila tvoja odločitev zelo modra za to odstopno izjavo. S tem si omogočila na nek način tudi normalno delo za naprej. Jaz moram reči, da sem dobil izjemno težko nalogo, ker me je predsednik potem prosil, da glede na te dogodke začasno prevzemam te naloge Ministrstva za kulturo. Moram reči, da je to pravzaprav samo moje delo za nekaj tednov, ker sicer gremo kot stranka in kot koalicijski partner, smo že začeli s postopki glede imenovanja oziroma glede postopka glede imenovanja in za novega ministra za kulturo. Jaz moram reči, da bom opravljal predvsem tekoče posle. Moram reči, da sem se seznanil z vodilnimi, ki vodijo to inštitucijo, so sektorsko odgovorni. Moram reči tudi, da sem danes podpisal z Tonetom Peršakom, da tudi določbo nadaljuje kot državni sekretar na Ministrstvu za kulturo in da bomo skupaj sodelovala v nadaljevanju. Sicer pa želim, da morda kot član vlade odigram to vlogo koordinacije in soodgovornosti za to, da pač izpeljemo nekatere sklepe in naloge, ki jih ta vlada ima. Sicer pa želim, da čim prej najdemo to dokončno rešitev, ker kultura si to zasluži in mislim, da bomo naredili vse, tako kot koalicijski partner, tudi v dogovoru s predsednikom vlade, da čim prej dajemo to dokončno rešitev prevzema novega ministra za kulturo. Toliko z moje strani. Tako da...
to je bil edini kamen spotike. Ja, jaz moram reči, da vlada deluje enotno, ne? In vsi naši sklepi, ki jih vlada sprejme, se bojo pač izvajali. Vemo pa, da je ta projekt in ta problem medsektorski, se pravi, da so vključeni tudi ostala ministrstva. Mi bomo probali tudi v nadaljevanju usklajevati to z vsemi tremi ministrstvi, ki so vključeni v ta projekt, in mislim, da bomo našli prave rešitve, tako da bomo pač poskrbeli za normalno delo tudi naprej. Ali to pomeni, da boste poslušni in ugodili, ker gospa Vizjak Mlakar pravi, da sama očitno ni bila? Poglejte, jaz sem že član vlade, zdaj že v drugi vladi in jaz sem pač korekten v odnosu in moja odgovornost, ne, vendar pa znotraj vlade imam svoj glas, ki je enakopraven, in mislim, da bom naredil vse, da bom probal zagovarjati rešitve, ki so prave, ne. Seveda pa sklep vlade je potem za vse nas, kjerkoli je, zmeraj obvezujoč, in to jaz mislim, da je tudi v nadaljevanju bo tako. Hvala. Kaj potem pričakujejo prebivalci Idrije in zaposleni v Idriji? Glejte, to bomo, kultura je zdaj širša, pa mislim, da ni Idrija tu zdaj glavni problem, ampak važno je, da bo zdaj kulturno ministrstvo dela zdaj naprej, in mislim, da imamo tudi druge ostale pomembne naloge. Jaz bi vprašal, gospod ministrica, da ste podali konkretne prijave na pristojne organe glede vseh teh pritiskov v zvezi z idrijskim rudnikom. Ja, lahko rečem, da mi smo naredili tudi revizijo, to se pravi interna revizija, ki se bo zaključila v teh dneh in jo bo prejel minister, torej začasni minister Žmavc, jaz jo sicer v grobem že imam. Hkrati pa to zadevo naj bi obravnavalo tudi Računsko sodišče. Še kakšno vprašanje? Pardon. Ja. Ja, lahko rečem, da sem bila ves čas z njim, torej z gospodom Peršakom, kot mojim državnim sekretarjem, da sem bila zelo zadovoljna, tako da bom vesela, ker v teku je ogromno nalog in se mi zdi to zelo dobra rešitev, da bi se lahko te naloge, ki so nekatere že praktično tik pred zaključkom, pri nekaterih bo pa potreben še kakšen mesec ali pa 2 dela, torej da bi se lahko normalno naprej izvajale. Tako da z moje strani bom samo vesela, če bo do tega prišlo. Ja, tudi moje mnenje, jaz mislim, da ta moj akt, da Peršak ostaja in da nadaljujem to delo, gre v tej smeri, da tudi mi kot koalicijski partner, kot Desus, ne, moramo odigrati to odgovorno vlogo za kulturo, ne, in da dajemo pač nekoga, ki to področje dobro pozna. Moram reči, da je Peršak en od tistih, ki je v igri, vendar pa veste, da postopki morajo teči tako v stranki, kot v soglasju in dogovoru s predsednikom vlade, tako da bo to verjetno en od scenarijev, vendar pa bomo videli. Mislim, da bomo pa to zelo v kratkem začeli realizirati. Samo še to, kakšen je pa status gospoda Peršaka v stranki, je član stranke ali bil samo v klopi Desusa? Glejte, Jaz ga osebno nisem zdaj osebno ne vem, ampak vse to bomo usklajevali. Nikogar ne sprašujem po strankarskem ključu in tudi tukaj veste, da nisem torej nikogar jemala zaradi strankarske pripadnosti, ampak je vedno bila odločujoča sama strokovnost in tudi to, ko so nekateri, torej v začetku razni spini so bili, kot da zaposlujem ne vem kaj svoje sosede, to ne drži in je bilo že večkrat tudi zavrnjeno. Naši glavni argumenti bojo stroka in tega se tudi mi kot stranka zavedamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.